Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem pa bo sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Anja Lenarčič. S kitaro jih bo spremljal Peter Berden. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Jutri bomo obhajali praznik Gospodovega darovanja v templju, svečnico. Poudarek praznika je Kristus je luč. Svečnica je tudi praznik gibanja Vera in luč, ki v župniji deluje že vrsto let. Ker svečnico praznujemo v februarju, vsako leto v tem mesecu tudi naše mesečno srečanje radi združimo z ostalimi župljani pri sveti maši. Mednarodno gibanje Vera in luč se je začelo leta 1971 z velikim romanjem družin otrok s posebnimi potrebami v Lourdes. V Sloveniji gibanje deluje od leta 1983. Vera in luč temelji na prepričanju, da je vsak človek, tudi oseba z motnjo v duševnem razvoju, poklicana, da v globini zaživi Jezusov nauk, da prejme zakramente in postane ne le del skupnosti, temveč vir milosti in edinosti za cerkev in svet. V današnjem evangeliju bomo poslušali Jezusa na gori. Jezus množicam razodene blagre, ki nekako obrnejo običajno logiko sveta. Blagoslov in sreča nista vezana na moč, bogastvo in uspeh, temveč na ponižnost, usmiljenje, pravičnost, mir in odnos z Bogom. Življenje z osebami s posebnimi potrebami nam razkriva, da so one pogosto živi pričevalci teh evangelijskih vrednot. Pogosto živijo v preprostosti, zaupanju in iskrenosti. Izražajo nenasilnost, potrpežljivost in notranji mir. Izžarevajo iskrenost, pristnost in neposrednost. Razkrivajo nam, kaj pomeni imeti čisto srce. Pogosto so spregledane in potisnjene na rob, ker niso pametne, niso bogate, so brez položaja, vendar so srečne in vesele.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu navišava. Molimo. Gospod naš Bog, pomagaj nam, da bomo Tebe z vsem srcem častili in vsakega človeka ljubili v Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj ob občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Sefonija. Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi, ki izpolnjujete njegove odloke. Iščite pravičnost, iščite ponižnost, morebiti se skrijete na dan Gospodove jeze. Gospod govori: v tvoji sredi, Jeruzalem, bom ohranil ljudstvo, ponižno in ubogo, ki bo zaupalo v Gospodovo ime. Oni, Izraelov ostanek, ne bodo delali krivice in ne govorili laži. V njihovih ustih ne bo najti zvijačnega jezika, kajti pasli bodo, počivali in nihče jih ne bo strašil. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod je
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Glejte, bratje, kakšni ste poklicani. Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ne biva, da bi izničil to, kar biva, da se pred Bogom ne bi ponašal noben človek. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odrešenje, da bi se, kakor je pisano, tisti, ki se ponašal v Gospodu. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil. Blagor ubogim duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. To je Kristusov evangelij. Sledi oživljanje evangelija. Z oživljanjem na poseben način, predvsem z gestami, približamo evangelij našim lučkam. Za vse, ki nas spremljate po radiju, bomo na kratko sproti opisovali dogajanje. Oživeli bomo usmiljenje. Zapuščen človek, zakrčen leži na tleh. Mimoidoči se ustavi ob ležečem in nanj položi svoj plašč. Ležeči vstane, se zavije v plašč in skupaj odideta.
Lepo pozdravljeni, bratje in sestre. Pravkar smo videli en primer učinka blagrov, o katerem nam govori današnji evangelij. Blagri so posebna literarna vrsta, ki jo poznamo že v Stari zavezi, srečamo jo zlasti v psalmih in modrostnih knjigah. Tam blagri govorijo kot blagoslov in nagrada tistim, ki živijo pošteno, ki ne delajo krivice, kot blagoslov in nagrada tistim, ki imajo in si upajo imeti veliko otrok, kot tisti, ki si upajo biti dobri. V antični Grčiji so blagri pomenili predvsem srečo, ampak ne kakšnokoli. Srečo, ki so jo razlagali filozofi in je pomenila srečo, ki jo prinaša naša psiha takrat, ko je zdrava, zadovoljna in ko jo prinašajo naša čustva. Evangelij pa uporablja to literarno vrsto na drugačen način. Ko smo pravkar slišali, gre pravzaprav za paradoks. Tisti, ki je žalosten, ki je preganjan, ki je zasramovan, ki je izločen, on je blažen. Pa bomo rekli, to v življenju vendarle ne drži. Da bi razumeli evangelij o blagrih, vemo, da vsebuje globoko skrivnost in resnice življenja, moramo najprej pomisliti in si predstaviti, imeti pred seboj vse te množice ubogih ljudi, izkoriščenih, zatiranih, izločenih, s poteptanimi pravicami, bolnih, za katere se niče ne zmeni in ne morejo priti do bolniške oskrbe, do duhovno revnih, do tistih, ki so jih porinili na rob. Po drugi strani pa nam evangelij kaže blagre vsakdanjega življenja, tega konkretnega sveta. Tam veljajo evangeljski blagri za nekaj nespametnega, nek paradoks, neumno, kar v življenju ne drži, kar ne prime, česar ne moremo potrditi, kar si nihče ne želi. Kajti blagri na svetu veljajo tisti, ki so močni, ki so uspešni, ki imajo v rokah politiko, ki imajo v rokah odločitve, ki lahko vse podkupijo, si lahko vse plačajo. Toda blagri nam govorijo prav o tem. A tista zadnja resnična sreča ne prihaja od tega, če si lahko vse privoščim, če vse zmorem, če mi ni treba upoštevati nobene prepovedi, zapovedi, če sem vedno lahko prvi in se mi morajo vsi klanjati. Blagri govorijo še o drugačni moči, o drugačnem pogumu, o tistem pogumu, ki si upa odpovedati maščevanju, zato da lahko prekine verigo zla. O moči poguma, ki si upa utihniti takrat, kadar ga vsi obrekujejo, opravljajo, ali si celo upa ustaviti tiste, ki jemljajo drugim dobro ime. O pogumu, ki si upa tvegati ne samo svoje imetje, celo svoje dobro ime,
zato da prekine krivico, ki se nekje dogaja. O pogumu, ki si upa zavzeti se za človeka, čeprav ga vsi kritizirajo in so ga dali v nič. Blagri govorijo pravzaprav o moči in pogumu srca, kjer ima človek pogum, da si upa izpovedati vero tam, ker drugi zasmehujejo Boga in se norčujejo iz vernih. O pogumu srca, ki vzamejo zaščito tiste, ki so jih vsi drugi izločili. Govori o pogumu srca takrat, kadar mora tvegati sebe, svoj položaj, tudi svoje imetje. To je resnica blagrov, da nam pokaže še drugi svet. Tisti, bi lahko rekli, svet vere, svet etike, svet pravičnosti, ki je včasih ta naš svet pohodi, ki jo zavrne, ki jo zavrže, tudi svet usmiljenja in dobrote, takrat, ko ne boš dobil povrnjeno, takrat, ko ne boš dobil priznanja, pa vendarle znaš biti usmiljen, znaš sočustvovati z ubogimi. Resnica blagrov je v zakladu in biseru v tistem, kar bomo lahko nesli s seboj, tudi ko umremo. Vse ostalo vemo, bomo pustili tukaj, karkoli že je. Resnica blagrov je, da ustvarja in daje mir srca. Zato blagri niso samo za verujoče in ne držijo samo za verne, ampak veljajo tudi za neverujoče. Glejte, kaj je lepšega kot to, da se človek lahko zvečer pogleda v gledalo in si reče, bil sem dober, bil sem pošten, počel sem to, kar je prav, kar je človeško, s čimer sem pokazal ljubezen do bližnjega in nenazadnje tudi zvestobo do sebe. To je blagoslov blagrov, ki prinaša notranje zadovoljstvo in srečo slehernemu izmed nas. Zato je tako pomembno, da si jih vzamemo za vodilo svojega življenja, da znamo postaviti kot normo, ki je prava pot. To, kar v evangeliju blagri pomenijo, ko govorijo o tem paradoksu. Tudi če ste žalostni, tudi če ste zavrženi, zanemarjeni, blagor vam, če ste na pravi poti, vse se bo dobro končalo. Na ta dober konec upamo vsi in da ta dober konec tudi pomagamo drug drugemu. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha,
Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog nas kliče, da mu sledimo s preprostim srcem. Obrnimo se k njemu in ga prosimo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za papeža, škofe in duhovnike, te za vse redovnike in redovnice, naj se svojim poslanstvom še naprej širijo veselo oznanilo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za prenehanje vseh vojn po svetu, naj ponovno zavlada mir in edinost. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za voditelje občestev, vera in luč, naj s svojo nesebičnostjo in radostjo še naprej pripomorejo k medsebojni povezanosti. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za lučke, naj še naprej svojim veseljem bogatijo našo družbo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za današnjo družbo, da bi znala sprejemati in ceniti vse lučke, ki svojimi darovi oznanjajo Kristusa in njegovo ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse nas, ki smo danes tukaj zbrani, naj ponesemo luč evangelija v ta svet, še posebej tistim, ki te ne poznajo in hrepenijo po tebi in tvoji bližini. Prosimo te za vse pokojne lučke in njihove sorodnike, naj s teboj uživajo v nemerljivi venec. Prosimo te, usliši nas. Naš Bog, pomagaj nam, da bomo odprti za tvoje besede in jih v svojem življenju radi uresničevali. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev.
Bog in naš Gospod, na tvoj oltar prinašamo sadove svojega dela v znamenje, da ti dolgujemo vse svoje življenje. Sprejmi jih in spremeni v zakrament našega odrešenja po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. V svojem usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam svojega Sina poslal za odrešenika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil enak vsem, razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v Sinu. Ker smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prijeli po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in ti veseli kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje stajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Boruta Bajžel, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se pokojne Tatjance in Antuna, ki sta zaspala v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milostini, in daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V skupini Vera in luč sodelujoči prejemamo veliko darov. Eden od njih je ta, da v našem druženju, v naših odnosih vsa človeška merila spontano odpadejo. Izkušamo posebno veselje, radost, da smo resnično Božji otroci, ljubljeni otroci našega skupnega nebeškega Očeta. S to milostjo smo seveda obdarjeni vsi krščani, a se je morda premalo zavedamo in iz nje živimo. Smo zanjo morda premalo hvaležni. Pletimo v to molitev Oče naša tudi prošnjo za poživitev te milosti in prosimo z Jezusom. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v šljavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Praznik gibanja vere in luči. V tem pozdravu miru si podajmo to luč in naj se ta luč naseli v naša srca, kot takrat, ko se je razodel Jezus tačku Simeonu in prerokinji Ani.
Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Najsvetlejša si lučke mi, ki razsvetila moje srce. Naj bo
Molimo. Nebeški Oče, gostija odrešenih, ki smo se je udeležili, naj nas hrani na poti k večnemu zveličanju, krepi našo vero in naredi, da bomo kvas sveta. Po Kristusu našem Gospodu. Lučkarji smo veseli, da smo ta dan lahko praznovali z vami. Navadno pa se sicer dobivamo vsako drugo nedeljo v mesecu, popoldne. Naslednjič bo to 8. marca ob 3. popoldne. Vsakič spoznavamo določeno temo, letos so to na primer svetopisemski angeli, se pogovarjamo, imamo delavnice, sveto mašo, praznujemo rojstne dneve. Udeležujemo se tudi lučkarskih romanj, duhovnih vaj in letovanj, kjer se družimo z lučkarji iz cele Slovenije. Sedaj po maši ste vsi lepo povabljeni v Atrij, kjer se bomo skupaj podružili in nas lahko tudi pocukate za rokav, če vas zanima še kaj več o naši skupini. Hvala Veronika, hvala vsem, ki velikodušno sodelujete v veri in luči. Bog blagoslavlja tudi vse naše lučkarje in dobrodošli med nami. Hvala tudi našemu otroškemu zboru, pa zboru naših očetov, instrumentalistom. Hvala Ani za dirigiranje. Hvala tudi našim ministrantom in patru Vidu, ki je odgovoren za vero in luč v naši župniji. Želim, da vas vse spremlja Božji blagoslov. Jutri pa, kot smo že slišali, praznujemo praznik svečnica. Lepo ste dobrodošli, da si vzamete čas in se srečamo tukaj v cerkvi, pri kateri izmed maš. Prinesite s seboj sveče, ki jih bomo blagoslovili, da boste lahko še kdaj med letom prižgali svojo luč upanja in poguma. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru. Ura,
Poslušali ste prenos evharistične daritve iz Cerkve Marijinega oznanjenja, frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, s petjem pa je sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Anja Lenarčič. S kitaro jih je spremljal Peter Berden. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in tehnik Andrej Novljan. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, program Ars. Lepo nedeljo vam želimo.